Dobar dan vsem. Študij ulomljene racionalne funkcije, torej kvocient dveh polinomov, ta študij se lahko napravi na poenostavljen način glede na študij ene katerekoli funkcije. In zdaj poglejmo kako. Torej, če moramo določiti navpične asimptote, je dovolj, da poiščemo ničle polinoma v imenovalcu. Kar zadeva pa vodoravne asimptote, na splošno je treba zračunati limito, ko gre x proti neskončnosti od funkcije. In poglejmo zdaj to. Torej, limita, ko gre x proti neskončnosti od funkcije, imamo tri slučaje, ker govorimo le o kvocientu dveh polinomov. Imamo slučaj, ko stopnja števca je manjša od stopnje imenovalca, slučaj, ko stopnji sta enaki, in slučaj, ko stopnja števca je večja od stopnje imenovalca. Torej, v vseh treh primerih lahko izpostavimo člen z najvišjo stopnjo, tudi z njegovim koeficientom. To lahko zmeraj napravimo. In v oklepaju bomo imeli zmeraj ena in potem nekateri drugi členi, ki imajo x v imenovalcu. Torej, vsi ti členi, ki imajo tukaj x v imenovalcu, ko x gre proti neskončnosti, grejo proti ničli. In tukaj imamo zmeraj ta ena, torej vsi ti oklepaji grejo proti ena. Prav. Zdaj gremo koeficiente členov najvišje stopnje. Tukaj enostavno, tukaj je 2, 3, lahko napišemo od spredaj ta kvocient teh koeficientov. To lahko zmeraj napravimo. In sedaj se osredotočimo na x in vidimo, na katero potenco gre. Tukaj imamo x ulomljeno x na tretjo, je ena ulomljeno x na drugo. Ali pa lahko razmislimo tako, tukaj imamo x na prvo, ulomljeno x na tretjo, moramo odštevati eksponente. 1 minus 3 je minus 2, x na minus drugo je ena ulomljeno x na drugo. Tukaj, ko imamo enako stopnjo v števcu imenovalcu, tukaj ni važno, katera stopnja x je, se zmeraj krajša, ker je ista zgoraj in spodaj. Se zmeraj uniči. V tem slučaju pa tukaj na primer imamo x na tretjo, ulomljeno x na prvo, 3 minus 1 je 2, imamo x na drugo. Prav. Torej, ne samo v teh primerih, bolj nasplošno, tukaj v tem prvem slučaju bomo imeli ena ulomljeno x na kako potenco. In zdaj, ni važno, koliko veljajo ostale stvari. Ko gre proti neskončnosti, to gre proti ničli. In torej, vse gre proti nič. Ta limita je nič. Pomeni, ko x gre v neskončnost, funkcija gre proti nič. Torej pomeni, y enako nič je vodoravna asimptota. V tem slučaju vidimo, torej ta oklepaj gre sta proti 1, x tukaj so se uničili, imamo kvocient koeficientov členov z najvišjo stopnjo. In to je ena konstanta. Torej, ko je izgre neskončnost, funkcija gre proti tej vrednosti, eni vrednosti. In torej, y je enako, ta vrednost je enačba vodoravne asimptote. Ko smo v tem slučaju, tukaj bomo imeli zmeraj x na kako potenco. In ko je izgre neskončnost, to gre v neskončnost, torej ta limita je neskončna in pomeni, da ne obstaja vodoravna asimptota. Imamo pa podslučaj tega, ko obstaja pa poševna asimptota. In to se zgodi, ko stopnja števca je za eno večja od stopnje imenovalca. Torej, v takem primeru, ko tukaj odštevamo eksponente, razumemo, da dobimo tukaj x na prvo. In torej lahko mislimo tako, ko izgre v neskončnost, naša funkcija se vede kot ena linearna funkcija, ker tukaj imamo x na prvo. In torej teži proti tisti linearni funkciji in torej imamo to poševno asimptoto. Ali se lahko razmisli drugače? Nasplošno, zato da dobimo strmino poševne asimptote,
moramo zračunati limito koga x u neskončnost od f od x uljavljeno x. In v takem primeru, ki sem rekel, da stopnja števca je z eno večjo stopnjo imenovalca, torej sem rekel f od x uljavljeno x, pomeni, da stopnjo imenovalca v bistvu, če imenovalec pomnožimo z x, torej stopnja imenovalca se za eno poveča in torej, ko računamo to limito, imamo isto stopnjo v števcu imenovalcu. In se zgodi to, kar pri računanju limite se zgodi to, kar imamo tukaj stopnja števca imenovalca sta enaki in tista limita je ena konstanta in tista konstanta je prav strmina poševne asimptote. Sedaj moramo še eno stvar povedati glede poenostavljenega študija teh funkcij, racionalnih funkcij, predznak funkcije. Torej, mi imamo le ničle števca in ničle imenovalca, da pogledamo te vrednosti, te ničle polinomov. Torej, ko funkcija gre skozi eno ničlo, ki je dvojna, ne menja predznaka. Kaj pomeni dvojna? Naprimer, če imamo en polinom, ki je deljiv z x minus 1, ker x minus 1 se izniči v 1, 1 je ničla tistega polinoma. Če pa tisti polinom je deljiv z x minus 1 na drugo, tista ničla 1 je ničla druge stopnje. Če je deljiv z x minus 1 na tretjo, je ničla tretje stopnje. Tako, in torej, če imamo ničlo sode stopnje, 2, 4, 6, in funkcija gre skozi tako ničlo, funkcija ne spremeni predznaka. Če pa gre skozi ničlo lihe stopnje, spremeni predznak. In tako lahko pogledamo predznak funkcije. Mogoče vaš profesor hoče, da napravite tudi študij uljavljanja racionalne funkcije na dolgo z vsemi prehodi kot z drugimi. Vsekakor to je bilo lahko koristno pogledati, lahko naredite na hitro en študij, tako da vidite, če vse sovpada s tistim, ko ga napravite na dolgo, če se vse ujema. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.